Ustvarjalnost potrebuje lahkost. Vsako delo potrebuje lahkost, da je učinkovito. Naša težava je v tem, da v naši kulturi živi vrednota garanja. To pomeni, bolj se potiš, bolj garaš, več je vredno. In tukaj malo zdrsnemo v mučno delo, v to, da se nam zdi, da če se mučim, to gotovo, v potu svojega obraza in tako naprej, to bo v redu. Medtem ko v resnici je lahkost oziroma mehek prijem nekaj, kar veliko bolj pomaga, da res ustvarimo nekaj, kar potem živi. Če pogledamo recimo, kako je, kadar delam s stisnjenimi zobmi in kadar delam sproščeno in mehko. Kadar delamo s stisnjenimi zobmi, začenja naraščati napor. Ko narašča napor, če pomislite malo na svoje izkušnje, se vedno bolj krčimo in ta moč, ki jo moramo vlagati, nas odtegne od tega, da bi opazovali, recimo, ko hodimo, kaj delamo sploh. Lahko, to je bilo dokazano, na primer, da kadar se ljudje začenjajo utrujati in izčrpavati pri delu, začenjajo delati več napak. Bila narejena neka raziskava pri zdravnikih in tudi pri sodnikih, kje se naredi največ napak pri diagnozah oziroma pri delu. Vedno potem, ko mine določeno število ur in začneš biti utrujen. Torej, napor ne pomaga za zbranost. Zdaj, če bi mi vprašali kateregakoli alpinista, kateri je način, da pridem res učinkovito in uspešno na hrib in po možnosti dol, živ in zdrav, ker treba se tudi vračati, bomo dobili znane informacije kot opazuj, kako hodiš, odmerjaj svojo moč, dovoli si počitek in pauze, ko čutiš, da je potrebno. In torej, predvsem preverjaj, kje si, torej, da ne zgubiš koncentracije na smer svoje poti in po možnosti glej, kje so drugi, zato ker navadno hodiš skupaj z drugimi. In vse te stvari izginevajo in upadajo, ko se mi preveč trudimo, se pravi, ko se izčrpavamo pri neki stvari in gremo v krč. In torej ravno to delamo, ne delamo napake in po moje tisto, kar je najhujše, je, da mi ne preverjamo tega, kar se dogaja. Nekdo lahko rine v nekem projektu na nek cilj in po poti izgubi vse tiste, ki so z njim začeli, zato ker se žene v neko smer in dela stvari, ki druge odbijajo. In na poti do cilja mi lahko naredimo dosti napak, ki nas popolnoma zavedajo, da sploh ne pridemo tja. In to zato, ker smo se tako mučili in zaganjali in preganjali. In torej učenje lahkotnega pristopa ne pomeni, da se mi učimo, kako bomo naredili površno. Zato, ker je velika razlika med površnostjo in lahkostjo. Dam primer. Kadar poberem iglo s tal in je ta igla zelo drobna in obenem so zraven in okrog stvari, ki jih ne smem premakniti, jaz potrebujem veliko zbranost, da to stvar naredim. V pravem ritmu, v pravem trenutku se mora ta stvar zgoditi. In zaradi tega jaz potem tisto stvar naredim, če je celo telo sodelovalo. In zaradi tega je potrebno, da sem v zavedanju tega, kaj se dogaja v meni, v mojem telesu, v mojem bitju in seveda tudi okrog mene, da tisto stvar izpeljem. Torej, zbranost je široka. Zbranost je v tem, da jaz pravzaprav imam zelo širok pogled, poleg tega, da imam oster pogled na tisto, kar delam. In zaradi tega bi lahko rekli, da ustvarjalna skupnost uspešno deluje, kadar mi drugim omogočamo, da se ne preganjajo in prenapenjajo in mučijo ob naših projektih in da mi od sebe tega ne zahtevamo. Ker če ne, bomo mi prišli na cilj zelo verjetno sami in se z občutkom, jaz sem sam za vse, koga pa to briga, zakaj pa moram jaz zmeraj narediti, kje pa so tisti, ki so rekli, da bo to pomagali in tako naprej. In potem mi iz enega preganjanja in tega, da ne bi ljudje opravili svoje dolžnosti in nam pomagali, kar morajo, izgubimo glavni cilj, ki je ta, da se imamo skupaj lepo in da ustvarjamo tako, da pridemo na cilj z občutkom nečesa, kar je bilo že po poti lepo.